Na veselje radovednežev pa je tudi glavni izzivalec vladajoče stranke stopil pred kamere s šopom zelo iskanih dokumentov. In ta dokument jasno pravi, da sem imel v letu 2020, o katerem zdaj govorimo, tle sicer tudi leto 2021, v letu 2020 214 tisoč skupnih prihodkov, od tega je plače 75 tisoč in ostalo so variabilni del in nagrada, vse je tukaj razdelano, ali bruto vse skupaj 438 tisoč, od teh 438 tisoč pa odpade na plačo 143 tisoč. A nismo to že 100-krat slišali o teh naharadah? Pač par 100 jurjev na leto zasluž. Ta človek je skoraj berač, dajmo si naliti čistega vina. Se pravi, ima doma kaj? Samo 3 avte. Ja, grem stavit, da njegov vikend nima niti heliporta. Grem stavit. Ampak to je bil samo uvod v finančni vroči vikend Roberta Goloba. Ko sem na Furs šel po potrdilo o tem, da nimam računa v tujini, sem ugotovil, da je nekdo zlorabil mojo identiteto in v nekem zakotnem mestu v Romuniji odprl bančni račun na moje ime. Isti trenutek, ko so moji odvetniki potrkali na vrata te banke, je ta račun zaprla sama. V banki so mu ukradli identiteto. Dobro, pred kratkim sem spoznal nekoga, ki se ukvarja s takimi stvarmi, ampak meni se zdi, da ni iz Romunije. Sem pismo, kako grozno, drobiž služi na leto, samo ene par avtov ima verjetno, heliporta nima verjetno, pomo pa še en v Romuniji račune na njegovo ime odpira pa denar polagajo. Je bila jaz ne vem, kaj bi jaz naredil, če bi se meni to dogajalo. A ja vem, kandidiral bi za premijeja, točno. Ampak romunska kraja identitete ni bila zadnji udarec za Goloba, na praznični ponedeljek je sledilo tole. Iz režije mi še sporočajo, da je pred nekaj minutami bilo objavljeno na enem od spletnih portalov, da Robert Golob zaradi pozitivnega testa na korono ne bo več nastopal, se javno pojavljal oziroma na soočenjih. Kako to komentirate? Kako komentiram? Nesreča nikoli ne pride sama. Pride pa velikrat v pravem času. Smo pa v finišu kampanje izvedeli tudi nekaj precej bolj intrigantnega od višine Golobove direktorske plače in okužbe s korono. Poglejte čez okno in boste videli, da se povsod gradi. Imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti. Se mi zdi, da bi živeli v vzporednem svetu. Ja, dame in gospodje, v Sloveniji imamo očitno več vzporednih svetov. Zdravko Počivalšek očitno živi v tistem, v katerem so ljudje umirjeni, srečni in ustvarjalni. Ni čuden, da Zdravko vidi svet tako, če pa non-stop posluša ta komad, a ga še... Podižimo Slovenijo, od tukaj pa do tam, pazimo na njo, ena je. Pa imamo spet uničen dan, ne da je to. Tanja Fajon pa vidi svet drugače. Mi smo vam ponudili partnerstvo za razvoj, tudi v zdravstveni situaciji. Kjer bi bili lahko pri vseh zakonih zraven. Mi smo pošiljali zdravstvene predloge. Zakaj vi niste sprejeli Na Brdo smo vas vabili. Ker je vse neiskreno, ker so ti pozivi neiskreni. Ja, šefica SD v svojem sporednem svetu srečuje samo neiskrene ljudi. Ta situacija me je kar znana. Jure, nis bil iskren, mi je rekla. In to ne samo ena, ampak pustimo moje težave za zdaj. Kajti sporedni svet Tanje Fajon je vsem veliko bolj prijazen kot tisti, ki ga vidi naš najbolj znani športni funkcionar. Njemu se namreč prikazuje nekakšna Trans-Slovenija, kjer grof Drakula pošilja svoje vampirje v boj proti ljudem. Očitno je v nogometnem svetu zelo stresno, da ima človek take privide. Vemo pa, da izvoljene izbrance, ne glede na to, iz katerega sporednega sveta prihajajo, poleg solidne plače čaka še kup ugodnosti in dodatkov. Tisti, ki v Ljubljani živijo ločeno od ožje družine in so od prebivališča oddaljeni več kot 70 kilometrov, prejmejo nadomestilo za ločeno življenje v višini 140 evrov. Prav tako prejemajo povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja, kjer imajo službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča,
ter prevračilo stroškov za selitev v službeno stanovanje. Vsi poslanci so upravičeni tudi do mesečnega pavšalnega zneska za aktivnost v volilni enoti, ta znaša med 500 in 800 evri. Mene so še posebej zanimive te aktivnosti v volilni enoti. Koliko aktivnosti z volilci v domačem kraju lahko opraviš za 800 evrov na mesec? Upam, da lahko pavšal porabijo tudi za aktivnosti z volilkami. Pokvarjenim vicom se ne ploska. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.